Serijski odstopi v največjih državnih družbah. Po Andreju Ribiču, ki je sinoči napovedal odhod z vrha Darsa, zdaj sporazumno odhaja še Žiga Debeljak, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja 14 milijardami državnega premoženja. Kaja, kaj je razlog za odhod Žige Debeljaka? No, predčasno prenehanje mandata je torej predlagal Debeljak sam. Uradnih razlogov za to na SDH-ju niso navedli, je pa od nekaterih virov blizu Debeljaka neuradno slišati, da z novim predsednikom vlade in gospodarskim ministrom ni imel komunikacije in da zato svoje funkcije ni mogel opravljati, kot bi si želel. Javnost pa dejanskih okoliščin odhoda uradno najverjetneje nikoli ne bo izvedela. Ob prostovoljnem odhodu pa se je Debeljak odrekel tudi odpravnini. Ta bi znašala 6 njegovih mesečnih plač oziroma okoli 80 tisoč evrov. Tako nad odhodom kot nad odklonitvijo odpravnine pa so bili danes presenečeni nekateri najvidnejši člani prejšnje Golobove vlade. No, prav pod Golobovo vlado so nadzorniki Debeljaku skoraj leto pred iztekom aktualnega mandata podelili nov 4-letni mandat na čelu SDH-ja. Zdaj odhaja, preden bi se ta drugi mandat sploh začel. Drži, in vladajoča politika se je takrat soočala z nemalo očitki, do Svobode so bili kritični celo koalicijski partnerji. Očitki so bili, da so Debeljaku s tem, ko so mu skoraj eno leto vnaprej podelili nov mandat, uredili zlato padalo, če bi na oblast prišla druga opcija. No, a kljub temu, da se je Golobova vlada poslovila, Debeljak tega padala torej ni izkoristil. Da bi tako ali drugače trdo pristal, je nov premier takrat še lider opozicije Janez Janša sicer namignil lani novembra ob novici, da bo Debeljak septembra nastopil nov mandat na čelu SDH, je pripisal le: ne bo. Debeljak bo sicer funkcijo opravljal do konca septembra, na SDH-ju pa so medtem že objavili razpis za novega upravljavca z državno srebrnino. Hvala, Kaja.